Kako sprejeti smrt bližnjega? Vemo, da je to velik izziv, zato vas danes povabimo na predavanje. Nataša Sorko pa se sprašuje in odgovarja, kaj storiti takrat, ko mož pije, žena pa trpi, ter kako odpravljamo stranske učinke zdravljenja raka in izboljšamo rezultate ob pomoči adaptogenov. O tem bo govorila Marjana Kolman. Hvaležno pozdravljeni in hvaležnost vsem tistim, ki nam pošiljate svoje predloge in seveda izrazite svoje mnenje, kaj je tisto, kar vi osebno potrebujete v življenju in kje vam lahko pomagamo. Ogromno ljudi se je na nas obrnilo, ker iščejo pomoč, ker so se zataknili in pravzaprav zataknili celo svoje življenje v žalovanju. Spet drugi pa so svoje življenje nadaljevali, ki kljub izgubi, kot da ni nič. Pa vendarle, duša je ranjena. In danes bomo govorili o žalovanju, to pa bo pravzaprav en tak uvod. Tisti glavni del bomo seveda opravili v živo, saj zato televizija enostavno ne omogoča dovolj tesnega in tistega srčnega stika, ki ga bomo vzpostavili na predavanju 16. novembra v Ljubljani, v naši družbi pa bo takrat Edita Tomič, kot tudi danes. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Žalovanje, spet nekateri žalujejo za izgubljeno službo, medtem ko se drugi v življenju soočajo z, mislim, da tistimi najtežjimi oblikami žalovanja, ki so izguba otroka pravzaprav. Tako je, ja. Vsako žalovanje imamo več vrst, kot si omenila, izguba službe, izguba partnerja, to se pravi nek odhod otrok od doma je tudi ena vrsta žalovanja. Potem seveda vsekakor je pa to tudi smrt. Smrt je najhujša oblika žalovanja. Nekako pri starejših, pri starših, seveda nam je hudo, ampak to je nekako tak naraven proces. Najbolj grozno je pa to seveda, če ti umre otrok. Pred enim tednom, prav v sklopu neke naše ožje družine, se je zgodilo to, da je umrla 2 meseca stara deklica, naravne smrti, izgleda, da je bila možganska kap in to je pa katastrofa. To je katastrofa, ker starši iščejo odgovor, zakaj so kaznovani, zakaj se je moralo to njim zgoditi. Seveda potem ta druga faza je pa obtoževanje. Obtoževanje partnerja, zakaj se je to njemu zgodilo, partnerja ali partnerico. In potem pride definitivno do nekega razhoda v družini, ker čustva delujejo popolnoma drugače. To je sigurno res največji šok za starše, sploh pa za mamo, ki je še bolj povezana z svojim otročkom, sploh v prvi fazi. Tega je zelo veliko. To v prvem letu nekako rečemo temu smrt v zibelki in tukaj so res grozne posledice za ljudi, ki ostanejo. Seveda pa pozabljamo na to, da ima naša duša pot. Naši duši je zapisano, zakaj je prišla na ta svet, kaj se moramo mi naučiti, kaj se mora duša naučiti in pa kaj se morajo tudi te duše naučiti, ki so poleg. Na predavanju se boš verjetno dotaknila vseh teh vrst žalovanj pri različnih pravzaprav primerih, življenjskih situacijah, ker takole tudi, ko smo na kakšnih drugih dogodkih, pa na sejmih nas ljudje obiščajo, pa rečejo, joj, moja prijateljica izgubila je svojega moža, zataknila se je v tem žalovanju, sploh ne more več živeti, probam jo kam zvleči, tak, ne vem, kako naj ji pomagam. In se mi zdi, da se to velikokrat zgodi, potem kasneje tudi v starosti, saj se zavedamo, eden bo šel prej kot ta drug, ampak še vedno nas to preseneti, takrat, ko se zgodi, tudi če je to po dolgi bolezni. Vsekakor nas to preseneti. Seveda potem imamo dve možnosti. Ena možnost je, ali dejansko se zavedamo, da žalovanje traja 1 leto. To je normalna stvar, jaz sem šla 3-krat čez to.
tako da vem, kako to izgleda, a ne? In potem se ti imaš osebo vedno v srcu, normalno, ampak funkcioniraš naprej. Druga zadeva je pa pri starejših problem to, ker nekako sploh ženske, ne, smo bolj odvisne od partnerja, kar se tiče in vožnje in druženja in tako naprej, in potem kar ne znajo nekako ven iz tega, ne. Seveda pa na tak način tudi pridobivajo pozornost od svojih otrok, kar je pa potem tudi že meji na čustveno izsiljevanje otrok in igrajo te igre žrtve. Vsekakor slej, ko pride do resne oblike bolezni ali kaj podobnega, zato je pač potrebno iti naprej. Treba je počistiti v življenju in v omarah stvari od partnerja, ne? In si postaviti cilj, kaj boš počel, kje se boš družil. Predvsem zdaj novejša generacija že ne, ampak starejše gospe, nekako tam 70-80 let, ne, ker niso bile navajene, da potujejo kam same, da grejo kam same, ampak so bile podrejene družini, tukaj pa pride lahko do resne oblike depresije, kar je pa zelo, zelo težko tudi za ostale člane v družini. Na predavanju 16. novembra v Ljubljani boš opozorila in odgovorila pravzaprav tudi na vprašanje vseh tistih nezdravih oblikah žalovanja, predvsem pa kako izstopiti iz tega kroga, iz tega cilja, hkrati, da žalujemo na nek zdrav način, ker mimo žalovanja verjetno se ne da. Ne, tudi sama sem to poskušala pri sestri, ne, ki je naredila samomor. To so tudi zelo hude oblike žalovanja pri samomorih, ker se vedno sprašuje, zakaj. In pač nekako, ja, pač je tako se odločila in tako dalje, ampak vsako jutro 5 let me je stiskalo, dokler nisem na šele na Theta Healing seminarju, ko smo se pogovarjali z dušo umrlih, ne, ko sem jaz želela, da bi se pogovorila z njo, me je pa udaril vse ven. In sem jokala 2 ure kanora, ker si prej niti slučajno tega nisem dovolila. Ker seveda sem morala jaz poskrbeti za pogreb, za vse to. Sploh te nenadne smrti so zelo, zelo kritične. Ko je pa človek bolan, ne, ti je hudo, ko gre, vendar pa si vseeno nekako zdrava pamet ti govori, da je boljše, da ne trpi teh Kristusovih muk nekje na eni posteli, kjer dejansko to ni življenje, ne. Zadnjič sem govorila z Nanko, ki je kar že kakšnih 6-7 let nazaj pravzaprav umrla mama, pa je takoj rekla, na to predavanje pa pridem. Pa sem rekla, čakaj pa, a ni zdaj že toliko let pravzaprav od tega, kar ti je mama preminila? Pa je rekla, ja, vseeno, mislim, da nisem šla čez proces, še vedno se spominjam, še vedno jo sanjam, še vedno to bom dejansko prišla na predavanje. In je veliko takih primerov, ne, sploh da razčistimo, nasploh se mi pa zdi takrat, ko se zgodi, da rabiš kar nekaj časa, da dojameš, da je to res, da niso sanje. In se mi zdi, da najtežji pri smrti in žalovanju, da se zgodi ravno takrat po pogrebu, ko je pa pravzaprav vsega konec. Ja, dokler je ta faza urejanja, pričakovanja pogreba, ne, si kar na en način želiš, da čim prej mine te 3 dni, ne, da se ta ritual in vse to zaključi. Potem pa, ko se čustva umirijo, ko ta adrenalin popusti, šele na to udari s polno paro ven, ne. In takrat je pametno si priznati, ne, seveda smo različni, nekateri želijo biti heroji, ne, kot da pač so trdni in mirijo celo družino, vendar so običajno te, ki so najbolj trdni v tej fazi, v bistvu najbolj mehki na noter in tudi največje posledice imajo, ne, ker si ne dovolijo pokazati čustev, ker si ne dovolijo potočiti solze zaradi tega, da ne bi druge razočarali in da so oni tisti ta močni, ne, heroji v vsem tem. Seveda dolgotrajno žalovanje je vedno povezano z raznimi občutki, ne, kaj smo razčistili, kakšen odnos smo imeli,
kako smo delovali z osebo, koliko imamo občutka krivde pri tej osebi, kaj bi lahko naredili drugače, ampak žal popravnega izpita ni, ne. Na tem predavanju bojo ljudje dobili pač navodila, na kakšen način se soočati s takimi stvarmi, a ne. Že prej pa to, da razmišljajo o svoji minljivosti, a ne. O minljivosti, Ja. svoji lastni. Svoji lastni in pa tudi o minljivosti drugih, ne. Koliko enih nepotrebnih prepirov je, koliko se jezimo na partnerje, na otroke, na starše, a ne. Ampak se moramo zavedati, da dokler se lahko jezimo na njih, je to še super, ker imamo še vedno možnost popraviti zadevo, ne? Ker so še tukaj. Problem je potem, ko enkrat te osebe več ni, ne? Pa bi rad popravil, bi rad razčistil, potem pa začneš delati neko iluzijo. In ta iluzija nas pa pelje potem v dolgotrajno žalovanje, ki pa sploh ni realno, ne. Aha, Ja. razumem. Ker postaviš osebo v ne, ne, Vse dobro piedestal, o preminuli ja, osebi. in živiš v tej iluziji, v bistvu to zaradi slabe vesti, ne. Ker pri sebi nisi razčistil, pri sebi si ne moreš odpustiti, da si tako reagiral, ne. Kolikrat mene mož razjezi, pa si mislim, o super, ne, še se lahko kregava, ker sva še skupaj. Ne, tega se ne zavedamo. In potem silimo v neke vse sorte zadeve in otroke in sebe, ne, namesto da bi uživali vse trenutke, ki jih imamo tukaj skupaj, ker so zelo kratki. Zelo, ja. Takole, evo, vabljeni, da se pridružite na tem predavanju, ki bo zares, ne, za odpreti oči, pa za odpreti srca, se mi zdi še prej. 16.11. torej, kar v osnovni šoli se bomo dobili Milana Šuštaršiča, to je na Štembelovi v Ljubljani, zelo preprosto za najti tudi za tiste, ki živite izven Ljubljane. Vsekakor se vam splača, da pridete na tole in prisluhnite tem besedam. Življenje je narejeno tako, da ves čas nekaj izgubljamo tudi, ne? Sej dobivamo tudi, ampak izgubljamo pa tudi. Zdaj, najtežje se soočamo pravzaprav ravno s temi zadevami. Kako naprej, kako moramo vzeti čas za žalovanje, kdaj ga moramo prekiniti, na kakšen način torej, in pa tudi tiste tehnike, ki najbolj pomagajo v najhujših uricah našega življenja. Kot sama opažam, v Sloveniji je ogromno samomorov in je kar žalostno to dejstvo. Družina je s tem zelo obremenjena, se mi zdi še generacije naprej. Ne samo tiste generacije, ki to doživi, ampak tudi kasneje. Tako je. Mislim, jaz sem sama to doživela pri sestri, ki se je z mano pogovarjala zadnja. Sem bila jaz, katero se je pogovarjala, nisem niti slučajno pomislila, da bi bilo kaj takega, a ne. No, ampak dejansko je naredila samomor in potem še odreagirala, ko je bila v komi, ko je mene zaslišala in mi rekel zdravnik na intenzivni negi, gospa Edita, mi nismo samo fizično telo, ampak tudi duše in vajne duše so povezane. In to je bil en tak uvod v vse to, kar sem šla potem jaz na izobraževanje, a ne. Ja, in vedno se sprašuješ, zakaj, kaj je bilo tisto, ne. A sem jaz kriv, ali pri partnerjih ali pri poslih in tako naprej. Ampak jaz sigurno na teden vse za 2 osebe zvem, ne, da ste naredili samomor. Res je to v duši zapisano, ne, ampak je pa zelo, zelo hudo za svojce in seveda zopet smo tukaj pri slabi vesti, ne. Vedno najdeš pri sebi neko občutek krivde, da si mogoče ti porinil osebo čez rob, kar pa ni res. In to je najhujše. Tale 16. november, ko se bo zgodilo predavanje, je bil pravzaprav izbran, ta petek 16. novembra je bil izbran ravno v tem času, ko se pravzaprav vsi spomnimo tistih, ki smo jih izgubili. Ta 1. november je za mnoge zelo, zelo mučen in pravzaprav cel november napolnjen z enim takim trpljenjem, slabimi občutki in
je lahko tole predavanje pravzaprav zelo osvobajajoče, a ne? Je, zaradi tega, ker začneš razmišljati drugače, ne? Nisi vedno v tistem svojem razmišljanju, ampak dobiš nekak usmeritev, pogled na žalovanje z drugega zornega kota. 1. november je res tak turoben, ne, praznik. Tudi pretiravamo takrat, a ne. November je pa po mojih ocenah, ne, najbolj depresiven mesec v letu. Zaradi tega, ker september pa oktober še nekako so sončni dnevi. Potem se pa začnejo dnevi krajšati, narava se umirja, vse v bistvu umira, a ne, in nič kaj se ne dogaja. December je že malo boljši, ne, ker gremo že proti novemu letu in tako naprej. In november je zelo primeren mesec za izobraževanje. Jaz sem vedno rekla, tudi v turizmu, ko smo delali, da je to jesenska depresija, ker so začeli šefi, ker ni bilo prometa nobenega, ker se nič ne dogaja, a ne. In november je res čas za izobraževanje, ne. Zato resnično priporočam vsem, ki imajo kakršnekoli, ne, težave ali z žalovanjem ali kaj drugega, naj si najdejo malo po spletu kakšna predavanja, katerakoli, a ne. Ker s tem si razbiješ to turobnost, to noč si podaljšaš, ne, malo to čustveno vibracijo si dvigneš in gre veliko lažje. Ja, zdaj ob 1. novembru, ne, pa niso pomembni toliko venci pa sveče, ampak to, kaj imaš ti v srcu. Kako v srcu gledaš na te ljudi, ki so že šli iz tega sveta, ne glede na to, ali so bili ti ostrici, tete, bratranci, koliko so se skregali vsi zaradi metra zemlje in tako, ampak tem dušam pošiljati brezpogojno ljubezen. Ne? Ker to je zelo osvobojujoče, ker takrat, ko ti pošleš ljubezen tistemu, ki najtežje odpustiš, ne, osvobodiš sebe in pa tudi njega. In to je brezpogojna ljubezen, torej ljubezen brez pogojev. Tako, brez vsega, ne, ker brezpogojno ljubezen čutimo tukaj noter, ne tukaj noter, ampak tlele dejansko toploto. In jaz vedno samo, da zvem, da je kdo umrl, ne, zaprem oči in pošljem tej osebi brezpogojno ljubezen in vidim, kako ta duša potuje gor v to belo, univerzalno energijo, božjo svetlobo, kakor kdo želi reči, in dejansko s tem duši pomagamo, da gre tja, kamor mora iti. Če pa ne, potem jo pa lahko zadržujemo tukaj v naši bližini, ne, kar pa trpi in ona in tudi mi. Tale trenutek še enkrat povabilo torej na tole prav posebno predavanje. Najlepša hvala, Edita, da si se odzvala našemu povabilu in da boš seveda ponudila ljudem te odgovore, kot jih seveda tudi z vsemi svojimi metodami, o katerih bodo tudi verjetno kaj izvedeli na predavanju, za orodja, s katerimi se soočamo in začnemo oziroma nadaljujemo z življenjem. Najlepša hvala še enkrat. Edita Tomič danes torej v naši družbi in govorili smo o žalovanju. Mesec november je vsekakor tisti, ki je več kot primeren za izobraževanje na tem področju. Tudi če ste sami začutili izgubo oziroma je to nekaj, kar je bilo že daleč nazaj, pa se vam zdi, da niste povsem šli čez ta proces tako, kot bi dejansko mogli, ali pa če ste se zataknili, vljudno vabljeni torej na predavanje 16. novembra v Ljubljani. Vsekakor se vidimo takrat, sicer pa še kakšna informacija več na 02 6200 230 oziroma preko www.klepetobkavi.si. Ker so mesta na predavanju omejena, pa vas seveda naprošamo, da se predhodno tudi prijavite, pa se vidimo tam. Žena je pa v vmesnem času za vse poskrbela. Če ne bi bilo nje, bi se verjetno družina sesula sama v sebe. In potem je, v bistvu se prične en proces dogajanja,
kako naj bi žena spet predajala te svoje neke obveznosti, odgovornosti nazaj možu.